Gledate Gorenjska poročila na GID TV. 2. september je prvi šolski dan, ko so se otroci odpravili v šolo. Zelo pomemben dan, ki se ga v celem življenju zapomnijo, je gotovo prvi šolski dan za tiste, ki prvič pristopijo v šolski prag. Mi pa smo obiskali osnovno šolo Staneta Žagarja v Lipnici, ki je matična šola, in pa podružnično šolo v Ovsišah, kjer je tukaj 9 prvošolčkov. Pozdravljeni prvošolci, cenjeni starši, učitelji in gospod župan. Dovolite mi, da vas najprej vse lepo pozdravim na začetku te pomembne poti, ki jo danes začenjamo skupaj. Za vas, dragi prvošolci, je to prav poseben dan. Prvič ste prestopili prag naše šole, kjer boste spoznali veliko novega, se srečali s prijatelji in pridobili znanja, ki vam bodo koristila vse življenje. Vem, da ste danes polni pričakovanj, mogoče pa je komu tudi malce treme, a naj vam povem, da je to povsem običajno. Vsi mi, vaši učitelji, vaši starši in drugi zaposleni na šoli smo tu zato, da vam pomagamo, vas spodbujamo in vas vodimo na tej poti odkrivanja čudovitega sveta. Starši, hvala vam za zaupanje, da ste nam zaupali svoje največje zaklade. Zavedamo se, kako pomembna je vaša vloga in zavezali smo se k temu, da bomo z vami tesno sodelovali. Želim vam povedati misel Henryja Forda. Stopiti skupaj je začetek, vztrajati skupaj je napredek, sodelovati pa je uspeh. Če bomo skupaj sodelovali v dobro vseh, bodo vaši otroci uspešni. Za vse je danes prvi šolski dan, vi pa ste ravnatelj te šole. Koliko otrok imate na sami šoli? Ja, na šoli imamo 246 otrok letos, v prvem razredu jih je 11 na matični šoli, 9 na podružnični šoli, vse skupaj pa na podružnični šoli 40 oziroma 41 in 205 na matični šoli. In kako ste se pripravljali na prvi šolski dan, posebno za prvošolčke v Lipnici in tukaj? Ja, učiteljice so pripravile program za sprejem prvošolcev tako na matični kot na podružnični šoli. Ste pripravili kakšno igrico tudi v Lipnici? Tako je, na obeh šolah so pripravili igrico učenci, tam 4. razreda in tukaj 5. razreda. No, prisluhnili smo otrokom tukaj v matični šoli oziroma ne v podružnični šoli na Ovsišah. Tukaj jih je 9 in so kar živahni. Ja, smo veseli, da so takšni, veseli, da imajo veselje do šole. Vsi so povedali, da se tega zelo veselijo. Kako pa je s prometnim režimom? Pride policist in jih bo pozdravil in jim povedal nekaj pravil? Ja, tako je. Dogovorjeni smo s policijsko postajo Radovljica, da skrbijo za varnost učencev. Hvala in uspešno šolsko leto. Najlepša hvala. Srečno. Dragi prvošolčki, spoštovani starši, jaz se prisrčno pozdravljam v imenu občine Radovljica, po svojem imenu. Se zahvaljujem za to lepo vabilo, ker to je najboljša vaška šola v naši občini. Jaz z veseljem pridem, sploh pa letos je 9 otrok, sem navdušen, ker ni vedno tako in sem prepričan, da boste tako vi kot otroci uživali v tem programu. Seveda lahko zagotavljam, da občina Radovljica ne samo z vašo šolo, ampak tudi z ostalimi dobro sodeluje in tako bo tudi vnaprej. Danes imam pa samo eno prošnjo, ker je zdaj začetek šolskega leta, toliko obveznosti, da se boste vzorno ravnali v prometu, pa mičken vsi skupaj, da bomo hitrost malce spustili. Pa tukaj mogoče malce drugače kot pa v Radovljici, Begunjah ali pa v Lesah, ampak vseeno prijeznosti ni odveč. Tako da želim, da se otročkom nič hudega ne pripeti in pa predvsem, da boste sodelovali, kot je ravnatelj v nagovoru povedal, se mi zdi, da je to res tisto, kar je potrebno, starši, šola, vodstvo in pa otroci in da bo potem zadovoljstvo v zaključkih posameznih šolskih let
toliko boljše. Hvala lepa in srečno vam želim. Lepo pozdravljeni tudi v tem jesenskem času. Enako pozdravljam vse, ki spremljajo to oddajo. Tako da, na prvi šolski dan sem v bistvu zelo zadovoljen. Bil sem v Radovljici, v Lipnici in zdaj še na Vsišah. En kup veselja je, tako med otroci kot tudi starši in prav je tako na prvi šolski dan. No in rekli ste, da je to najbolj simpatična podružnična šola v vaši občini. Ja, zdaj jaz to šolo spremljam od začetka županovanja in lahko rečem, da je res pristno vaška šola, da je sicer zdaj kar lepo število 9 otrok, ni bilo vedno tako in tudi na današnji uvodni dan so te petošolci res naredili tako prijazno, prijetno igrico in sem bil navdušen tako kot otroci. Tukaj se vse odvija malce drugače kot pa v mestu ali pa večji šoli. Že nekaj dni opozarjate tudi po radiju in po medijih, da morajo biti vozniki previdni in seveda tudi starši, ki jih pripeljajo v šolo. Ja, jaz sem res nagovoril starše, ker starši prvič morajo biti vzor otrokom, drugič v tem mesecu, ko je štart, sem jih naprosil, da res vozijo raje manj kilometrov na uro, kot je predpisano, in pa predvsem, da se nobenemu od šolarjev ne zgodi kakšna nesreča. Je pa to ena iz prijetnejših vaših poslanskih nalog, ki jo opravite v svojem poklicu? Ja, res je. Jaz lahko rečem, da imamo zelo na visokem nivoju izobraževanja po celi občini in to sodelovanje med ravnatelji, učitelji in pa občino kot tako je tudi na visokem nivoju in uživam, da lahko zagotavljamo tak nivo v naši občini. In koliko otrok imate v celotni občini Radovljica na vseh šolah, kar jih imate? Kar precej. 1700. Upam, da sem povedal pravi podatek. No in pripravljate se tudi na neko gradnjo pred osnovno šolo v Begunjah? Ja, jaz lahko rečem, da je to čisto nova novica, da smo prejeli pravzaprav odločbo za sofinanciranje igrišča v osnovni šoli v Begunjah. To je kar zajeten denar, 100 tisoč evrov. Cela investicija bo 360 tisoč evrov in ko bo pravnomočna odločba o izvajalcu, se začne takoj v mesecu septembru ta projekt in do zime bo absolutno zaključen, če bojo vremenski pogoji taki, da bo nemoteno delo. No in ker imate dovolj tudi mladih, nadobudnih malčkov, boste sedaj predali namenu sredi meseca tudi prizidek vrtca v Radovljici. Ja, ravno danes sem pregledal ta objekt, res prečudovit tako zunaj kot tudi notri. Uradna otvoritev bo 19. septembra. Seveda v tem objektu so igralnice, kar je pa sploh posebnost pa novost, je pa razvojna ambulanta, kar se veselim, tako da bojo res ti najmlajši imeli najboljšo podporo. No in v letošnjem letu ste zagotovo sprejeli vse otroke v vrtec tudi zaradi tega prizidka. Ja, zaenkrat kaže, da bodo vsi otroci v vrtcu. Seveda skozi leto imamo v planu, da bomo odprli še dodatne oddelke, kolikor bo potrebno, tako da ne pričakujem nobenih težav. Hvala lepa, uspešno tudi vam in srečno. Hvala tudi vam. Danes je prvi šolski dan in z Rafkom sva se odločila, da tokrat prideva na podružnično šolo na Vsiše. Tukaj je 9 prvošolčkov in kako ti je ime? Mija. Si težko čakala današnji dan? Ja? Ja. Imaš že vse pripravljeno za v šolo? Ja. Ja. Kako pa je tebi ime? Oskar.
Kako pa si ti težko čakal šolo? Ja. Imaš daleč do šole? Ne. Ne. Si tukaj blizu doma? Kaj pa imaš v svoji torbici? Balesničo in torbo. In kaj moraš še prinesti v šolo zjutraj? Čopate. Copate, da se preobuješ. Kaj pa ti? Kako ti je ime? Milena. Milena. Kaj pa imaš ti v svoji torbici? Lepilo. Pa kaj še? Paškarje. Pa zvezke? Si tudi, imaš ti blizu do šole? Ne. Kako boš hodila v šolo? Peš ali te bo kdo pripeljal? Kdo pripeljal? A s kombijem? A, tako. Kako pa je tebi ime? Jaz sem pa Jirca. Ti si pa Jerca. A si vedela, da boš dobila to lepo rutico za vrat? Ja. Ja? Kako pa boš ti danes preživela skupaj s svojimi starši tale prvi šolski dan? Lepo. Lepo. In kam greste? Ne vem še. Še ne veš. Vsem skupaj želim eno uspešno šolsko leto in hvala lepa za pogovor. Dobrodošel, Kekec. Pa še citre si seboj prinesel? Ja, stric Prisan mi jih je podaril. Prinesel pasel koze, prekanil sem ga, da je debilo gledal. Pa ti jih je vseeno podaril? Vseeno. Navihan si, da nihče tako. Ti bi prekanil še našo pehto in jo pregnal iz naših krajev. Da ne bi več strašila tot naokoli in kradla otrok. Slišal sem zjutraj. Pravijo, da živi tu nekje v gorah. Pazi se je, da te kje ne zasači. Zakaj pa? Saj nisem nič naredil. Lepo pesem si bom izmislil, ne. Še lepšo, kakor sem si v Vili Škrlatici. Tja na Senožet bom šel in jih bom zapel. Pa si boš res upal? Zakaj pa ne? Saj bo pesem lepa. Kekec, izmisli si pesem. Kar zdajle? Prosim, Kekec, izmisli si jo. Zloži pesmico, bom pa poskusil. Gozdu čaka črni škrat, no štrapite za vrat, živo urodi nabije in te prednam kom nabije. Viole svitlejo prsti, škrate že srbijo prsti. Če pa škrate ne dobite, ta pehta te vlobi, za kosilo brez zadač, za večerjo den pospravi. Viole svitlejo prsti, pehta že srbijo prsti. Dovolj je počitka, naklepati moram koso, rožljati pa od ženi živino, na pašniku visoko kot Senožet. Rožlje, ne bodi tako žalosten, saj te bom prišel obiskat. Kekec, ti pa lahko vojci še kakšno zaigraš na citre, potem pa pridi za mano in mi boš pomagal pokositi travnika. Kekec, ali lahko še jaz malo zabrenkam na tvoje citre? Seveda, le poskusi, mojca. Tam moraš priti tukaj in tega tam, da tega za tukaj.
ostaneš še dolgo pri nas. Tako si zabaven, da kar pozabim, da sem slepa. Mojca, ali nisi rekla, da bi rada imela skrinjico? Seveda, zares bi jo rada imela. Mi jo boš izrezljal? Naredil ti jo bom, precej se lotil. Jaz pa grem medtem nabrat rožice. Kako pa jih boš nabrala, ko jih ne? Hočeš reči, da jih ne vidim? Res, tako sem mislil. O, vidim jih, ko rožico otipam in jo pobožam. Jo dobro vidim. Ne tako kot drugi. Drugače, ko prideš nazaj, bova pa skupaj zapela. A res, pa novo pesmico me boš naučil, a ne kekec? Ne le eno, dosti pesmic. Ptička, ki sladko žgoliš, vetrskih veljak šumiš, preko Dobrav nesi pozdrav, daleč tja v rodno mi vas. In ko se vrneš, povej, da bo kot bilo je prej, daj spet domov, preko bregov, šla bom tja v rodno mi vas. Lepo znaš peti, Mojca. Slišala sem te v vozu, pa sem mislila, da poješ Škrjanček. Kdo te je naučil tako lepo peti? Mamica in pa kekec, ki me je naučil igrati na citre. Ta je zložil lepo pesem o pehti. Ste jo morda že slišali? Katero pesem? Naj vam jo zapojem? Takole gre. Če pa škrate ne dobi, te ta pehta te ulovi, za kosilo te zadavi, za večerjo te pospravi, ti rožle si zdaj na vrsti, pehto že srbijo prsti. Dobro, Mojca, ker si tako lepo zapela, ti dam za plačilo najboljših jagod. Pridi z menoj, da ti jih naberem. Kam greva? Zakaj že tako dolgo hodiva? Ta pot mi ni znana. Tukaj sva, sedi se na traktor. Tukaj imaš jagode, kaj pa sladkaj se z njimi? Zelo so dobre. Sedaj pa morali nazaj. Ptička ne poje mi več, vetrc od jadral je preč. Sama sem spet, mrzel je svet, daleč je rodna mi vas. Kam greva? Zakaj že tako dolgo hodiva? Moj dom ni tako daleč stran. Ne boj se, prispeli sva. Čutim, da to ni moj dom in naša hiša. Kje pa sem? Ne boj se, jaz sem pehta. Lepo ti bom stregla. Jagode boš zobala in mi pela. O, mamica moja, domov hočem. Zgodba o kekcu se srečno konča. Kekec pogumno daje le kaj. Se odpravi k pehti in reši Mojco. Mojco pripelje domov, sam pa se odpravi nazaj k pehti. Ali morda veste, kaj išče pri pehti? Išče kapljice, ki mi zdravi nemočne oči. Le teta pehta pozna zdravilo za njene oči. Na koncu se omehča in kekcu razloži, kako naj ravna z kapljicami. Pa jih imam. Te kapljice je dala pehta. Rekla je, naj kane Mojci v oči. Vsako oko le 3 kapljice. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh,
kako lepo bi bilo, ko bi Mojca spet videla. Kaj je to? Ne bo vidim. Kekac, a si to ti? Vidim. Mojca, vidiš? Mojca vidi. Rožle, mama, ata, vidim. Otrok moj. Vesele pesmi tvoje, gre po svetu lakih nog. Čemu tu nastavi zanko, da užene v kozino. Jaz pa pojdem in zasejem dobro voljo pri ljudeh. V eni roki nosim sonce, v drugi roki zlati smeh. Bistri potok, hitri veter, bele zvezde vrh gora. Gredo z mano tja do konca tega širnega sveta. Jaz pa pojdem in zasejem dobro voljo pri ljudeh. V eni roki nosim sonce, v drugi roki zlati smeh. Takoj, no jaz mislim, da so se res potrudili. A ste